Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes je z nami na Alumni Connect podcastu Uroš Žust, alumni ekonomske fakultete, partner v podjetju Mazars in IT strokovnjak na področju revizije. Več o svoji bogati karierni poti pa nam bo povedal sam. Pozdravljen, Uroš. Pozdravljen. Kako si? V redu. V redu. Malo zgodaj, ampak. Hvala, da si se danes nam pridružil na Alumni Connect podcastu. Pa bi v bistvu začela kar na začetku. Kdo je bil Uroš kot študent in zakaj se je sploh odločil za ekonomijo konec srednje šole? Ja, ok. Se pravi, bova takoj začela bolj z malo takimi težkimi vprašanji. Jaz mogoče za razliko od kakšnih prejšnjih gostov ne bom imel take zgodbe, kako sem bil blazno zavzet študent. Jaz kot študent sem bil precej odsoten, precej luftarski. Nekako to je bilo prvo obdobje, ko se od mene ni zahtevalo, da sem fizično prisoten skozi, razen na tistih vajah, ki so bile obvezne in to. Meni se je tudi recimo glih malo pred fakulteto ena večja poškodba zgodila, ki me je zelo obrnila vse skupaj in sem imel zelo tak drugačen odnos. Rekel sem, treba je življenje uživati. In fakulteta se ni glih zdela kot nekaj, kar bi jaz blazno užival. Nekako je bilo predvideno, človek, ki gre na gimnazijo, mora nekako nadaljevati kariero. In tako tudi moram reči, da tudi žal tudi ekonomije nisem izbral iz tega, ker me je skozi zanimala ali pa karkoli. Dejansko sem jaz se s prijatelji malo pogovarjal, sem rekel, jaz sem zelo neodločen, zelo mi ni jasno, kaj pravzaprav bi rad delal. In sem rekel, kaj je kaj tazga generičnega, ki ima velik razpon, da omogoča različne poklice, a ne, da se lahko tudi kasneje kaj odločiš in nekako je bila ekonomija predlagana. Mama je bila tudi ekonomistka, tako da je potem iz tega nekako ta zgodba ratala. Tako da jaz kot študent, se pravim, sem mogoče začel bolj počasi, predvsem sem zelo časovno si vzel čas za fakulteto. Je pa tako, pač kot vsaki starši, na začetku te gledajo kot študenta, reče, je težko, ok, razumemo, se boš potrudil. Pa počasoma tudi moji starši rekli, ok, če pa že ne študiraš, ne boš pa delal. In so mi v bistvu so mi sami pomagali najti mojo prvo službo. Jaz sem delal kot serviser računalnikov, računalnike sestavljal pa popravljal, In kar pa nisem vedel, je pa, da so vodji tega podjetja, oni tudi rekli, da ne, prosim, bo res čim bolj zahteven do mene, me kar fajn namatra, da malo vidim, kaj pomeni trdo delo, da mogoče malo več stimulacije za študij dobim. In v bistvu je ta taktika je zelo dobro delovala. Jaz sem nekako po pol leta ugotovil, da name se ljudje ne bojo kar neki drli, pa me neki sekirali, pa sam zaradi tega, ker sem konstantno poslušal, se niti faksa nimaš, Sem rekel, tole pa ne bo šlo, tako da ko sem končno dojel, potem sem tudi relativno hitro zaključil. Pol pa spet po standardni slovenski metodi, od zadnjega izpita do same diplome je tudi spet nekaj časa minil, ker sem se zaposlil, malo odlašal in tukaj pa moram dati veliko zahvalo mojemu bivšemu šefu, ki je danes žal pokojni, ampak on je pač takrat rekel, da Uroš, tako se pa nisva zmenila, zdaj pa 2 leti pa pol nobene aktivnosti na diplomi, 3 mesece imaš, tele roki so tukaj, gremo pripravi. Imaš podporo, ampak res to rabimo, da narediš. In potem, ko sem pa imel primerno motivacijo, sem pa tudi tako. Tako da mogoče nisem glih nekako toliko briljiral kot študenta, ampak kljub vsemu sem pa dobil par takih osnovnih vodil za življenje, da se je v bistvu treba potruditi in da tudi ta izobrazba je pomembna in da je pomembno, da jo zaključiš. Kljub vsemu si pa potem kaj kmalu svojo kariero začel uspešno graditi. Najprej si začel kot sistemski delavec v reviziji, nekaj let potem delal tudi kot finančni revizor, potem se pa spet vrnil nazaj v IT revizijo. Zakaj potem ta vmesna sprememba in od kje sploh zanimanje za IT? Ja, zanimanje za IT je v bistvu zabavna zgodba. Kot nadobudnega mulca mene je IT predvsem zato zanimal, ker sem si želel igrice igrati. In jaz sem pač že malo starejši, tako da v tistih mojih časih, če si ti hotel igrice igrati s prijatelji, to se ni dalo preko interneta, takrat smo imeli še tiste modeme, ki so se povezovali, ko si bil ti na internetu, starši niso mogli telefonirati, tako da so te dol podili, vse je šlo počasi. In jaz sem bil pa dosti veliko sam doma in sem pač predlagal prijateljem, ko sem jaz sam doma, dajmo vsi skupaj zbrati računalnike, prinesti k meni, bomo pri meni naredili neko mrežo in se bomo mi igrali. Tako so bili čisti začetki. Mi smo takrat tudi, jaz sem kupil knjigo, mislim, da Cisco Networking, eno tako buklo in jo veselo fanatično bral, sam z namenom, da bom znal mrežo postaviti. Zbral sem denar od vseh sosedov, da smo šli hkrati kupiti ne vem koliko mrežnih kartic, da smo lahko se vsi povezali. To je danes standardna oprema računalnikov, takrat ni bila.
In pa smo tudi prekršili eno pravilo, ker smo imeli pravilo, da vsak, ki hoče se z nami igrati, mora svoj računalnik prinesti. No, enega smo imeli izjemo, ker smo ugotovili, da je bilo tako težko, on je bil pa res tehnik in je bil drugač briljanten fant, je bil eden najmlajših Microsoftovih inženirjev na svetu takrat. In je prišel in nam je vse to poštimal, no, in on je za nagrado lahko pa zastonj. Ampak tako je sploh cela zgodba se začela. Ne. In vse te optimizacije in ukvarjanje z računalniki so iz tega sledili. Ne. Pol je bilo pa tako, jaz sem se čisto naključno, v bistvu tukaj pa lahko pohvalim fakulteto. Ne. Jaz sem se na fakulteti spoznal z svojim današnjim zelo dobrim prijateljem. On je imel neke težave z računalniki, večkrat na servisu ni delal, jaz sem rekel, pa dobro, jaz to delam skozi, tudi za svoje stranke, ti bom jaz naredil, sem popravil, je pa njegov oče to videl in je vprašal, kako pa da zdaj dela, in je rekel, ja, nič, moj prijatelj je to popravil, ne. Oče je bil pa glih bivši partner ene večjih teh revizijskih družb in je rekel, mi rabimo enega IT-evca, bi ta tvoj prijatelj prišel k nam malo povedati, in tako sem nekako začel kot sistemski administrator v tej firmi. In jaz sem se v tem poslu čisto videl, sem mislil, bom sam strežnike postavljal, računalnike rihtal pa to. Ampak dejstvo je, da oni so me kar redno zaposlili, mislili, koliko bom imel blazno dela. Mi smo pa, ne vem, mi smo naštimali tistih 15 notebookov, en server sem postavil in pol nisem imel kaj za početi. In sem bil cele dneve tam v pisarni, ves dolgočasen, jaz sem relativno hmal jim tudi rekel, sem rekel, jaz ne vem, kaj naj delam, sem rekel, ne vem, podporo. Sem rekel, podpora vse trenutno laufa, jaz vsake toliko enkrat na teden dobim en mail, da nekaj odgovorim. Premehna ekipa smo, da bi to, ne. Bi kaj drugega, jaz sem na začetku kariere, bi se pa vseeno rad malo učil, ne. Saj sem tudi nekaj časa, ko so rekli, ja, zaposli se, sem jaz se učil sam, pa sem filme gledal, pa vse, ampak glih zato tudi vsakič, ko me kdo vpraša, koliko hudo je veliko delati, razlagam, da v bistvu še bistveno hujš, ker delati več, kot je nekako 8 ur, ne, je biti 8 ur fiksno v službi, pa imeti nič za delati. Ker ti se bilo pa res moreče. No. In zato sem jaz pol tem šefom težil in sem rekel, ok, jaz bi kaj drugega, oni so delali revizije, jaz kljub vsemu sem bil diplomant ekonomske fakultete, a ne. In sem rekel, ok, pa dajmo finančne revizije probati. In sem začel, sem nekaj se trudil, ampak mislim, da sem relativno hitro spoznal, da računovodski standardi niso nekaj, kar bi me zelo zanimali, ne. Je bilo pa zanimivo, da se je pa pokazalo, da v sklopu revizije so se oni mogli pogovarjati tudi z IT-evci, ki jih pa niso razumeli. To je bilo pa za njih zelo frustrirajoče. So rekli, a bi hotel ti s temi čudaki se pogovarjati, ker skozi nekaj, jaz sploh ne vem, kaj pišem, ne. In tako se je nekako začelo. Jaz sem se pol v ta del vrgel in sem rekel, wow, to je pa res nekaj, kar mi je všeč, me nekaj zanima. Tako sem pol to delal, no, in iz tega se je pa pol začelo razvijati, ne, naprej. Tako da sem se nekako tako organsko premikal in tudi potem nazaj vrnil nekaj, kar je meni bližje, nekaj, kar je bilo bližje IT-ju. Potem si nekaj let delal tukaj v Sloveniji tudi za Deloitte Slovenija, ampak si se potem odločil za selitev čez ocean, natančneje v Las Vegas. Kako si prišel do te priložnosti oziroma ali je bila že od nekdaj prisotna ta želja po selitvi v tujino? Ja, pri meni ni bila. Jaz v bistvu moram po pravici povedati, da nisem nikoli niti razmišljal, da si želim v tujino, nisem imel nobenih takih ambicij, tudi Erasmusa se nisem udeležil. Moja sestra recimo je šla in jo je skozi zanimalo tuje kulture, jaz sem bil zelo zadovoljen tukaj, ne. Meni se je ogromno stvari zgodilo dosti slučajno, tako kot sem rekel, recimo iz dobrote, ker sem kolegu popravil računalnik, sem prišel do prve službe, ki me je vodila do tega. Deloitte je bila naslednja situacija samo zato, ker v bistvu se mi je zdelo, da nisem več rastel, a ne, da nisem bil v okolju, ki bi res velik fokus imel na tej IT reviziji, sem se pa tukaj videl, pa v tem bolj IT svetovanju. V času, ko sem bil podpredsednik, ne, je prišla obvestilo, da zdaj imamo pa globalni kongres in to je v Las Vegasu. In jaz sem rekel, wow, jaz v življenju do takrat, do 2014, to je bilo 2014, nisem bil še nikoli v Ameriki. Las Vegas se mi je zmeraj zdel nekaj, wow, to bi pa rad videl, ne, gledal sem tisti CSI, pa tudi te zgodbe, hangover filme, sem rekel, to jaz absolutno hočem iti na to srečanje, ne. In pol tudi spet malo splet naključij, a ne. Jaz sem takrat glih v bistvu dobil svojega prvega mentorja, tudi spet preko ene čist zanimive situacije, kjer sem obiskal prijateljico na Dunaju. Ona je spoznala enega partnerja iz Deloitta, ki je bil originalno iz San Diega, pa je na Dunaju delal nek secondment za 2 leti. In mi smo se spoznala in malo pogovarjali in on meni sam ponudil, to je bilo meni čisto šokantno, je rekel, Uroš, a bi ti hotel, jaz ful rad mentoriram ljudi, a bi ti hotel biti moj menti, ne. Jaz sem bil itak čisto počaščen, ker se mi je zdelo, da
bogi jaz, sploh nisem se upal niti vprašati, seveda super. No in v tem najinem mentorskem odnosu, ko sem mu jaz povedal, da grem v Las Vegas, je rekel, jaz poznam celo sceno tam, jaz sem bil itak v San Diegu, poznam vse partnerje v ostalih pisarnah, obljubi mi, da se boš dobil šefom Deloitta v Vegasu. No. In jaz rekel, ok, sem tega človeka poklical, sva se zamenila za eno pijačo. Predvideno je bilo čistko, samo en spoznavni sestanek, kjer mečkam se pogovoriva, malo primerjava prakse in tako. No, ampak sva se pa blazno ujela, nisva niti pričakvala, tako zelo sproščeno vzdušje je bilo, jaz sem bil turist v Las Vegasu, niti nisem bil tako službeno tam. Tako da v tistem okolju nekako je ta energija zelo sodelovalno nastopila in čez nekaj ur on meni reče, veš kaj, jaz pa hočem, da ti zame delaš. In jaz sem rekel, ok, slišal sem, Američani zelo hitro, kaj obljubljajo, veliko govorijo, a ne, pa pol realizacija malo slabša. Tako da sem rekel, ok, prav, seveda, ja, se zelo zanimam, sem si mislil, tako bo pozabil, pa ne bom nevljuden, ne. Ampak sem prišel nazaj in pol me je kontaktiral preko našega chata internega, ne, kdaj prideš. Sem rekel, ok, človek očitno resno misli. Tako da pol sem se dogovoril, da najprej pridem za poskusno dobo za 1 mesec pa pol na en projekt, ker sem si rekel, vse, navdušil se je na pijači, a ne, mogoče ne vidi, kako strokovno jaz zaostajam za ostalimi ali karkoli, a ne. Tudi, pa po drugi strani tudi od mene, jaz v končni fazi, ne vem, celo življenje rojen sem bil praktično v Bežigradu, pa smo se z družino preselili na Fužine, ko sem se odselil, sem šel v Štepansko naselje, zdaj pa Las Vegas, ne, je mal velik preskok vmes, ne, tako sem rekel, da mal vidim, kakšna scena to je, ne. In no, sem šel, sem bil mesec pa pol tam, je bilo super, in potem sem rekel, ok, nič, bom v bistvu še tako povedal, ne, da je bila težka odločitev, ne, ker jaz sem precej navezan na svojo družino, imam krasno družino, čudovite prijatelje, tako, nič me ni gnalo, nisem bil nezadovoljen, ne, tudi v službi sem bil zadovoljen, delal sem nekaj, kar rad, ampak v bistvu glavni faktor, ki me je, bom rekel, moril, je bilo to, da blazno si ne želim nekoč učitati in vedel sem, da si bom in se spraševati, kaj bi pa bilo, če bi takrat rekel ja. In sem čist po kratki analizi rekel, saj stanovanje moje me bo počakalo, družina bo še vedno tle, dobri prijatelji bojo počakali, če ne bojo, pa itak niso dobri prijatelji. Tako da pa tudi iz strokovnega vidika sem rekel, grem na razvito tržišče, grem na tržišče, ki je v bistvu najbolj razvito v tem smislu, a ne, oni so imeli zaradi unih Enronov pa WorldComov, so implementirali Sarbanes-Oxley, kar pomeni blazno zahtevne, visoke zahteve, kar se tiče revizij in kar se IT pregledov tiče. Zelo velik poudarek na temu poslu, ki ga tukaj nisem čutil, a ne. In tako, in potem sem rekel, ok. In to je bila čisto tako avantura, v smislu, ki je naključno ratala, tako da planov pa ni bilo. Če bi mi kdo na začetku 2014 rekel, da jaz bom živel v Las Vegasu, bi jaz rekel, da ne vem, kaj je spil, ampak da v redu, ne. Ampak da ni čist Ja. res. Ok, potem me pa zanima, kako se življenje med ZDA in Slovenijo razlikuje, tako na kariernem, kot tudi pač mogoče na vsakdanjem področju. Mislim, razlike ogromno, ne. Mogoče, če začnemo malo bolj samo o mentaliteti pa o energiji, malo sem že omenil, ne. Američani zelo radi obljubljajo, ne. To se tudi v filmih vidi, ne. Vedno je tisto I promise, I'll get your child back ali pa nekaj takega. Vedno nekaj obljubljajo, kar niti ni v njihovi moči, ker niso niti absolutno odgovorni za to, ampak to je to. In tega sem jaz ogromno doživel. Mogoče še toliko bolj zato, ker sem živel v Las Vegasu, ki je tak bolj divje mesto, a ne, temu Američani rečejo flaky, ne, se pravi, se obljubi, pa se ne drži. Tako da to je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi, je, da izreden velik poudarek je na ta, da vsaj navzven, a ne, so izjemno optimistični, ne. Oni imajo skozi ta American dream pred sabo, ne. Če je, da se uspeti, ne. V bistvu vse je samo to. Ni bilo veliko jamranja, ne. Mogoče je tudi to zato, ker so v bistvu po eni strani majčkeno umetni, malo fake, pa nočejo povedati tega, ampak v bistvu ni dosti pritoževanja, ne. Je bolj vse tako pozitivno, ne. Mogoče to tudi servis industriji žene, ne, ker tam vemo, da tam oni živijo predvsem od napitnin in oni so skozi super prijazni, ne. Tudi, ko imajo slab dan, se tega ne doživi, kakor pri nas, ko včasih, če greš v en lokal, pa recimo, da je nekdo imel slab dan, bo prišel, pa bo bolj, kaj hočete. Ja, ne. Tam tega ni, je skozi že tako na meji tiste saharoze, da si rečeš, dobro, če bi bil diabetik, bi lahko imel že težave od tega cukra. Ampak v bistvu imajo to mentaliteto in je ta energija prisotna, ne, in da so skozi neki. Kar se pa poslovno tiče, je pa tako.
ker je trg tako velik, 300 milijonov ljudi, tako razvit, v bistvu so ponavadi zelo specializirani. Ne. To sem jaz zelo občutil na svoji koži. Ne. V Sloveniji dejansko, če ti delaš v eni taki bolj nišni zadevi, je težava celo leto imeti posel samo iz ene čisto same specifične zadeve. Ne. Moraš malo varirati. Ne. Oni pa ne samo, da se lahko čisto specializirajo za posamezno aktivnost, ne, ampak celo za industrijo. Recimo jaz, ko sem bil v Las Vegasu, ne bo presenečenje, mi smo bili specialisti za kazinoje. Tam je pač, tudi slučajno smo bili pozicionirani kot firma tako, da smo imeli ogromno teh največjih klientov, bili v bistvu lider svojega marketa, in smo tudi tako sloveli. Zdaj, itak se ve, da v Ameriki, v Las Vegasu so kazinoji, pa v Atlantic Cityju so kazinoji, ampak je pa še cel kup kazinojev po celi Ameriki na teh indijanskih deželah, ker tako so Indijancem nekako se odkupovali, da jim vračajo neko zemljo in na njej oni lahko gradijo te svoje tribal kazinoje. Ne. In v bistvu mi kot specialisti smo letali po celi Ameriki in to delali, ampak samo to, ne. Tako da recimo moj prvi šok, ko sem prišel tja, sem gledal, kakšno je njihovo znanje in sem rekel, jaz ful zaostajam. Ne. To so res specialisti, kako na nivoju, kako nekdo, ki ima šele 3 leta izkušenj v primerjavi z mano, ki jih imam, 8, 9 ali pa 10, me nese, ne. Ampak potem tudi malo vidiš, zakaj. Ne. Ker je v bistvu res fokus tako ozek, in skozi dela v istem segmentu in potem ugotovi, da samo 5 ključnih aplikacij, ki jih mora poznati, pol lahko na pamet govori, kjer report hoče videti, kje moraš kaj klikati in to. Pri nas, ko so mene spraševali, kjer industriji si delal, sem rekel vse. Ne. Če smo imeli stranko banko, je bila banka, če je bila zavarovalnica, je bila zavarovalnica. Saj niti ni toliko drugačne. Samo mogoče na tem končnem delu na aplikacijah se je malo poznala, ampak vseeno, to je ena taka razlika. Ne. Drugo je pa ta, ki mi je bila pa zelo všeč, je pa ta recimo sproščenost trga. Ne. Pri nas imamo zelo zaščiteno te pravice delavcev, kar je sicer prav in tudi razumem. Samo sta dva aspekta do tega. Ne. Po eni strani varujemo ljudi, da se pravi, da se ne more tako odpuščati, imamo te odpovedne roke in podobne zadeve, ampak s tem tudi malo ubijamo to pretočnost. Ne. Jaz sem tam prvič to doživel, ker sem gledal svojo pogodbo in sem rekel, kje pa je moj odpovedni rok? Ne. Ga ni. Oni imajo tako imenovani gentleman's rule, ki se imenuje 2 weeks notice, se pravi 2 tedna pred odhodom nekako jih obvestiš, da ti nameravaš zapustiti. Ampak to nikjer ne piše. Ne. Lahko tudi nisi tak gentleman in poveš en teden prej ali pa en dan prej. Ne. Ne bo. In tudi ljudje zaradi tega, ker je pa tako, je pa tudi v bistvu manjše breme za nekoga, ki zaposluje, ker se ne boji, če ti se ne boš izkazal, bomo pač zamenjali. Jaz sem recimo videl, in to mi je bilo prav zanimivo, da v poslu revizije so dajali priložnost ljudem, ki so bili čez 40 let stari. So imeli čisto drugo kariero. Imeli smo v firmi enega, ki je bil finančni revizor, ki je prej rekel, da je vozil tovornjak. Pa se je potem odločil, da to ni več zanj, je šel na fakulteto, študiral, je dal accounting, se pravi računovodstvo kot glavni predmet, diplomiral in so ga zaposlili. Ne. Ko je ta človek hodil po hodniku, so ga vsi prijazno pozdravili, ker so mislili, da to je pa siguren kakšen partner, ki je že tako nekaj let tam. Pa je bil 1 leto tam, recimo. In take stvari, to pa je, recimo, medtem ko sem gledal primerjal procese pri nas, kjer smo že ljudi, če so bili 30 let stari in se prijavili na začetne pozicije, spraševali, kje si pa ti v mestnem času bil, ti si že 5 let izgubil. Tako da ta del pa je drugačen tudi. In tudi potem ljudje, recimo, glih zato, ker je trg toliko pretočen, so tudi rekli, dajem odpoved. Pa si rekel, kam pa greš? Ne vem še. Si bom vzel kakšen mesec pa pol, malo po gruntu, kaj me veseli, pa bom pa spet začel iskati. Tega recimo pri nas jaz nisem videl. Še sploh, ko sem odhajal, danes je trg bistveno bolj naklonjen deloiskalcem, ampak takrat je bilo pa to nekaj čist čudenega. In če si ti dal odpoved v službi, ki je bila za nedoločen čas, so te vsi spraševali po zdravju. Da zdaj greš pa nekam za določen pa poskusno dobo. Zakaj pa to tvegaš? Tako da so malo razlike. Po 5 letih si se pa potem odločil, da se vrneš v Slovenijo. Je res, kar pravijo, povsod je lepo, a doma je najlepše? Ja, če se mene vpraša, je res. Jaz bom rekel tako, jaz sem že v štartu nekako koncept imel, da tole je začasno. Da to ne bo nekaj dolgoročnega, nisem imel ambicije ostati v Ameriki. Dejansko moj osnovni cilj je bil, da 2 leti počakam. In to je bilo zelo dobro, da sem si to dal, zato ker je bilo tako daleč stran in tle tudi velika časovna razlika, 9 ur in tako, da sem se včasih res počutil tako neverjetno sam. In če si ne bi takrat rekel, da 2 leti zdržim pa karkoli bo,
Ne vem, če bi zdržal. Sem rabo en ta cilj neki, da me je držal po koncu. Zdaj pa, kar se tiče pa tako, so bili tudi drugi faktori, ki so vplivali na to. Jaz sem se imel drugače čudovito, jaz sem se lepo prilagodil, meni je bilo zanimivo. Letos sem po celi Ameriki. Oni so sprašvali, ali je te problem leteti, določenim je bilo, so imeli družine tam, jaz sem bil sam, jaz nisem imel nobene težave, plus da imel sem ta turistični pogled, zanimali me vse. V smislu, ko so me vprašali, a bi šel v New York, seveda bi šel v New York, a bi šel v Chicago, seveda bi šel v Chicago. Vse mi je bilo tako, da ta del je bil super. Je pa tako, da recimo vsaj v Vegasu jaz nisem videl to niti kot kraj, kjer bi jaz nekoč želel imeti družino ali pa vzgajati otroke. Druga stvar je bila pa tudi ta, da nekako preveč sem pogrešal te ljudi, ki so meni blizu. Mogoče mene je tudi dosti pretresalo to, pač mislim, obe babice sta meni umrle med tem, ko sem bil jaz v Ameriki, in na noben pogreb nisem mogel iti. Zdaj, enkrat je bila ena situacija zaradi vize, ker sem glih nekaj urejal, jaz sem takrat rekel, da mi je vseeno, bom še šel. Pa so pol moji starši meni govorili, da lej, nehi, vse je v redu, sej si bil takrat, pa to, pa sej sta se slišala, ne rabaš. Pri te drugi je bilo pa v bistvu tako, da me je pa po domače povedano počakala. Sem prišel na obisk, bila je stara že 96 let, tako da v bistvu je tudi že mičken občasno malo dementna, ampak se je zbrala, zelo veliko sva se videla, vsak drugi dan sem bil pri njej sigurno na obisku v domu za starejše občane. In ko sem odhajal, se je tako zbrala, taka lucidnost, tak govor je naredila, cela družina je jokala, mislim, meni so solze kar tekle. In potem, ko sem odletel, v bistvu 3 dni kasneje se je poslovila. Tako da, ampak še vsem sem si rekel, ok, tudi moji starši so vedno starejši. Sestro imam, ki tudi v bistvu tle, zelo sem povezan z njo, in jo spremljam nadaljavo, da to pač ni neki dolgoročni plan. In tako se je ideja začela, pa je pa pač prišlo to, da so me kontaktirali iz Slovenije, mi ponujali službe, prvo leto smo se še malo usklajevali, pa nekako nismo našli tega, oziroma jaz nisem našel tega, kar so oni želeli, oziroma da bi se našel v tem, kar so mi ponujali. Pa, ko je bila prilika, sem rekel, ja, nič ne, gremo. In ni mi žal, mislim tudi, če nič drugega bom tako rekel, da bistveno bolj cenim Slovenijo zdaj, kot sem jo pa prej, preden sem šel ven iz Slovenije. Takrat sem zelo poslušal, pa tudi sam zraven se strinjal, pa ja, pa grozen pa. Zdaj pa tako, meni tudi kakšni ljudje jamrajo ali pa rečejo, da ne razumejo, zakaj sem prišel nazaj, da oni bi takoj ostali, oni bi takoj šli, pa pravim, pejte, vse probite. Tudi nima vsak iste izkušnje. Sem gor tudi spoznal Slovence, ki so rekli, nikoli več ne grem nazaj. Meni je tukaj super. Vsak mora zase presoditi, ampak meni se zdi, da Slovenija je res čudovita dežela, krasni ljudje, bistveno bolj kot pa v Ameriki. Okay. Ko pogledamo tvoj CV, je res zelo bogat z različnimi delovnimi izkušnjami, različni upravljeni projekti, poleg tega imaš tudi ogromno nekih pridobljenih certifikatov. Kaj te je potem v bistvu skozi celotno kariero gnalo naprej, da odkje neko tako veselje do izobraževanja, izpopolnjevanja, napredka? Ja, mogoče se je zadeva že začela takrat, ko sem bil, ko sem bil star 18 let, ko sem imel poškodbo resno, ko je izgledalo, da mogoče bo resno vplivala na moje življenje in sem malo razmišljal, kaj bi rad in to. In sem zelo prijel to mentaliteto samo izboljševanja, skušati se nekaj novega učiti, biti boljši človek na vseh straneh, se pravi, mogoče in boljš upravljati svoj čas, boljš v odnosih z ljudmi, ki jih imaš rad, več znanj pridobiti in pa tudi seveda malo usmeriti, da niso ta znanja kar vse povsod, ampak da so malo bolj usmerjena. Zdaj, ena stvar je tudi tako, če gledam iz tega stališča, je za kariero zelo pomembno, da se v bistvu človek skozi razvija. Zdaj, tukaj moram mogoče povedati, da pač že sam delam v taki panogi, kjer smo v Ameriki so delali raziskavo in so ugotavljali, da če bi jaz v delu, ki ga upravljam, če bi se jaz zdaj za 3 leta preselil na en samotni otok, kompletno odklopil od medijev, kompletno odklopil od vsega, da čez 3 leta, ko bi prišel nazaj, bi bil nerelevanten in bi mogel popolnoma na novo se učiti, ker se toliko stvari spreminjajo. V informatiki se novi koncepti pojavljajo res praktično konstantno in vedno neke nove zadeve, virtualizacije, cloudi, blockchain, koncepti, ki jih 10 let nazaj recimo sploh ni bilo, zdaj so zelo
bom rekel, dominantni na tržišču. Cyber security, ne. Saj govorimo o varnosti že leta, ampak pa spet pa obnovljeno. Ne. Tako da to je ena stvar, da sem skozi to nekako čutil to potrebo, da se šolam in spremljam in da nekako hranjam stik s tem, kaj se dogaja. Drugi je pa tudi tako, ne, iz stališča kariere. Ne. Saj, če pogledam, recimo, ko sem jaz začel svojo zgodbo, ali pa recimo, če gledam zdajle za trenutno, mislim, za končno postajo, ne, biti partner v Mazarsu, kako se je moj poklic spreminjal. Ne. V bistvu jaz sem začel kot asistent in takrat je v bistvu glavne lastnosti, ki jih moraš imeti, moraš biti tehnično sposoben. Ti moraš dostaviti, ti moraš vedeti, kaj delaš, ti moraš v bistvu dobro slediti navodilom, spoštovati to, kaj ti povejo, po možnosti spraševati, če nekaj ne razumeš, ampak se skušati tudi iz odgovorov kaj naučiti in te stvari. Ne. Potem iz nekega juniorja prerasteš v nekega seniorja, tukaj se tvoja vloga že malo spremeni. Ne. Zdaj začneš že vedno več kontakta s klientom imeti, v storitveni industriji. Ne. Kot junior ponavadi samo sediš tam in delaš, medtem ko nekdo drug diskutira. Takrat že začneš neke sestanke, se že kaj sam organiziraš, tudi ponavadi že dobiš nekoga, ki ga moraš malo usmerjati, moraš malo znanje predajati, se pravi, si že v neki vlogi učitelja in tako. Ne. Ko priješ ti do nekega nivoja menedžerja, spet nov preskok. Ne. Pravijo, da je celo ta najtežji, ne. Načeloma na karierno lestvico v takih družbah. Ne. Tle se v bistvu začne tvoj prodajni del. Zdaj nisi samo več tehnik, zdaj moraš začeti dejansko tudi iskati neke priložnosti za nove projekte. Moraš prepoznati, kaj stranka rabi. To ne pomeni, da zdaj prodajaš čisto noro, ampak da vsaj začneš že toliko malo, da vidiš, če stranka jamra, tole nam ne dela, a imamo mi neko storitev, ki vam jo lahko ponudimo, da s tem zapolnimo to vrzel. Ne. Tukaj se tudi začne bistveno večji kontakt s strankami in pa menedžiranje večjih timov, kar pomeni, da moraš ti že tudi časovno recimo boljš obvladovati, znati nekako prioritizirati in take zadeve. In potem tudi skozi naslednje nivoje, recimo senior menedžerja, direktorja, partnerja, v bistvu vedno bolj greš iz teh tehničnih vod, vedno bolj v leadership vode. Ne. Recimo zdaj tudi ni samo prodaja toliko ključna. Je v bistvu prav ta leadership, ne, kako upravljati z ljudmi, kako z njimi delati, kako jih usmerjati. Ne. In tukaj jaz mislim, da recimo, če tako gledam, knjige, ki bi jih jaz sebi priporočal, če bi jaz sebe dobil kot nekega mentija, ne, 15 let nazaj, jaz bi čisto druge stvari priporočal. Jaz bi govoril o tehničnih zadevah, poglej si to, znaš dosti o mreženju, obvladaš to. Zdaj recimo na tem nivoju je bolj leadership, ne? Kako v bistvu upravljati z ljudmi, kako maksimum potegniti iz njih. Pa to ne mislim tako na ta grobi kapitalistični način v smislu, da sam izcuzati vse iz njih, ampak v bistvu, bom rekel, vsaj moja filozofija je, ne, da skoraj vsak človek ima neke svoje talente. Ne? In v bistvu, da jih lahko pokaže in da lahko res zasije, ga ti moraš tudi malo mu pomagati, če ni sam dosti močen, da to sam prepozna, da ga pravilno usmeriš. Ker ti, če ga pravilno postaviš v pravo vlogo, bo lahko blestel. Ga postaviš v sorodno vlogo in ne bo več. In takih primerov je tudi po slovenskih družbah ogromno, ne? Ker imajo nekoga, ki je super delal, je krasne rezultate delal in tako, in so rekli, fantastičen delavec, in ga napredujejo v neko management pozicijo in kot menedžer odpove na celi črti. In ljudje zapuščajo firmo in on nima rezultata in nič. Zakaj? Ker pač drug skillset, ne? In ne rodimo se z vsemi temi v bistvu lastnostmi, ne? To je treba skozi dograjevati in to. In ko sem rekel, recimo, voditi ljudi, je glih to, povedati jim, kaj je smisel, zakaj to sploh delajo. Da imajo nek občutek, da v bistvu njihova kariera ni samo, oni so tukaj zato, da nekaj delajo, da tebi ni treba. Ne. Jaz zelo želim, da ljudje, ki delajo zame, vejo, kaj je cilj tudi za njihovo zgodbo. Ne. Kam njim, da njih tudi jaz skušam njihove kariere usmerjati tako, da jih skušam voditi po smeri, kjer bojo lahko se razvijali in bojo lahko nekam prišli, nekaj pametnega v življenju naredili. Tako da, zato je pa to pomembno, da se konstantno izboljšujemo in prilagajamo, ker svet se pa hitro spreminja, ne? In ne čaka. Poleg tega, da si danes delaš kot eden izmed partnerjev na podjetju Mazars, delaš pa tudi zelo rad na področjih moderiranja, izobraževanja, mentorstva. Si trenutno edini akreditiran trener v Sloveniji, ki ima licenco ISAK-a za CISA in CISM. Pa bi najprej mogoče poslušalcem oziroma gledalcem sploh razložila, kaj to pomeni, tistim, ki tega ne poznajo. Okay, ja, te dva certifikata, ne, CISA in CISM, sta dva strokovna certifikata, ki jih imajo ljudje, organizira in pa zastopa jih organizacija ISAK-a. Ne. V bistvu te dva certifikata sta tako
nekak dokaz, da imaš neka osnovna znanja iz tega področja. To še ne pomeni, da res ful dobro znaš delati, lahko tudi pomeni, da se znaš dobro knjigo naučiti, pa izpite dobro pisati, ampak kljub vsemu neko osnovne znanje moraš pridobiti, da lahko te dva certifikata upraviš. CISM je Certified Information Security Manager, se ukvarja bolj za pozicijo, kako vzpostavljati neko varnost v podjetju, seveda je zelo vezan na informacijske sisteme, se pravi, kako zaščititi, v bistvu bolj, govori o tem, kako ocenjevati tveganja, kako postavljati nek program varnosti v družbi in pa tudi kako recimo obvladovati incidente v družbi. CISA je pa Certified Information Systems Auditor, je pa za IT revizorje. Ta je pa mogoče malo unikaten, zato ker v bistvu v sami IT reviziji praktično ni drugega certifikata. CISM ima konkurenco, imamo še druge certifikate, ki so na istem področju, tehnično, na security nagnjeni, tako da je bolj izbira, katero organizacijo se bo človek odločil. CISA nekako nima konkurence. Tudi v Sloveniji, če ti želiš pridobiti še slovensko licenco, ki se imenuje PRIS, dobesedno samo prevod, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, je podlaga za to, da imaš že opravljeno CISO, potem narediš še par lokalnih izpitov, lahko dobiš to. Zdaj te certifikati se lahko pridobijo online, je pa ISAKA kot organizacija rekla, da bi držala nek nivo kvalitete, ko izobražuje nove kandidate, da pač skušajo akreditirati trenerje, da lahko izvajajo te predavanja. Se pravi, ne more več vsak, samo akreditirani trenerji. Postopek akreditacije je kar naporen, moraš se snemati, že ko predavaš, recimo 4 ure materijala je bilo treba poslati, jaz sem imel za vsak izpit tudi posebej še 4 ure telefonskega pogovora z enim strokovnjakom, ki me je vozil skozi različne koncepte. Ni bilo toliko napifljano po knjigi, ampak tako, razumevanje logika, ti razumeš, kako bi se tega lotil, neki real life scenarij, kaj bi najprej pričakoval pri stranki to. In potem, ko vse to opraviš, potem si akreditiran in pa to lahko učiš. Tako da to je čistko. Izhaja pa iz tega, kot si omenila na začetku, jaz zelo rad predavam, jaz zelo rad moderiram, tudi zelo rad mentoriram. Razlog tega je pa predvsem zato, ker sem gledal, kaj je meni na začetku najbolj manjka. Moja kariera na začetku je bila taka, da jaz kamorkoli sem prišel, nekako sem vedno bil glavni odgovorni za svojo dejavnost. Jaz nam rekel, da nisem imel šefa, jaz sem vedno imel enega šefa, ki je bil šef podjetja, ampak v bistvu je bila bolj zgodba taka, da strokovno pa nisem imel šefa, nekoga, ki bi strokovno vedel, kaj jaz delam. In jaz sem kar naprej oral ledino. In v bistvu sem se ogromno učil iz knjig, potem iskal primere, na konferencah dobesedno malo manj fehtaril ljudi, za pomoč spraševal, a imate kakšne, kako pa vi to delate, res skušal dobiti neke praktične izkušnje, ker od nobenega se nisem mogel učiti. In tudi to bom rekel, da je tudi recimo bila ena stvar, ki mi je, ne da obžalujem, se je bila potrebna, da pridem do sem, da pridobim vsa ta znanja, ampak jaz sem v začetku kariere tudi precej napak naredil. In še predvsem na področju menedžmenta in upravljanja z ljudmi. In to ne zato, ker bi bil žleht ali ker bi hotel slabo ljudem, dejansko mene nihče ni učil, mene nihče ni mentoriral, jaz sem konstantno bil sam in sem mogel najti najboljši način, kakor se je meni zdel prav. Kar pa v praksi radi naredimo, če nimamo res nekega globokega znanja ali pa mentorstva, je pa, da izhajamo iz tega, da kaj je meni všeč, bo tudi drugim všeč. Zdaj pa, če najdeš enega zaposlenega, ki enako razmišlja, kot ti, super, krasen odnos, on je uspešen, ti si uspešen. Če najdeš enega, ki ima malo drugačne vrednote, ga mogoče lahko povoziš. Ti ne razumeš, zakaj ni bolj ambiciozen, zakaj si ne želi nekaj to več. On si želi pa sam pohvalo slišati, mogoče niti noče višje pozicije, večje odgovornosti. In to je bil v bistvu en tak problem, ki se mi je zdel, da če bi jaz imel malo več mentorstva v začetku moje kariere in malo več tega, da bi lahko bistveno lažje kakšne stvari delal, ne da sem se vsakič mogel dobesedno sam z glavo v zid zabiti in pogruntati, da tole pa boli, tole pa ni v redu, moramo drug nek pristop. In je bilo tudi smešno, recimo, ko sem začel z mentorstvom, enega mentorja sem že omenil, to je bil pač tisti Američan, ki je potem bil na Dunaju. Moja druga mentorica je bila pa Ajša Vodnik iz AmChama. Jaz sem bil tudi v njihovem tistem programu za Young Professionals in kot finalist sem tudi lahko dobil mentorja. In jaz sem si zelo želel z njo delati, sem si jo jaz izbral, ampak če po pravici povem, čisto najini začetki so bili izredno štorasti. Jaz niti nisem vedel, kaj jaz pravzaprav vprašati od mentorja. In sem tudi sam zdaj videl, recimo, ko sam sem v vlogi mentorja,
Koliko imajo recimo kakšni mentiji s tem težavo, ne? Da sploh ne vejo, kaj pravzaprav so tam, pa rečejo hvala za čas, ampak nekako se ne znajde, kaj delati. Ne? In je to tako zelo zanimivo, zato sem res želel, sem rekel, meni bi to pomagalo, rad bi jaz komu dal kaj več. Ne? On pa kot zanimivo še to povedal, ne, da zdaj že nekaj let bolj mentoriram, kot da sem mentoriran, ampak sem pa glih zdaj pri menjavi spet, pa pri novi vlogi sem pa rekel, zdaj bi bil pa mogoče spet čas, da koga izkušam, ga vprašam. Ne? In zdaj imam pa jaz trenutno spet 2 mentorja aktivna v Ameriki, ne? Kjer v bistvu lahko od njih dobim neke nasvete, kako in kaj. Sem zelo take izkušene ljudi, ki imajo res že bogate kariere, ki so vodili ogromne pisarne, ki so postavljali svoje firme. Ampak namen je glih ta, ne? Imaš nekoga, ki lahko mogoče kakšne svoje dileme in take stvari prediskutiraš z njimi. In to je po mojem res, mislim, dodana vrednost, ne? Da ti ni treba vse sam. Ne? Iz knjige se tudi človek mogoče malo manj, ali pa saj jaz sem tak, no. Da meni zelo pomeni, če mi nekdo plastično pove na podlagi svojih izkušenj, to sem naredil, takole se stvari odnesejo, kukar pa, če se mu reče, preberi to knjigo, preberi tisto knjigo. Ne. Ker vsi znamo na Google pa opisati top 10 leadership books, a ne, in ti vrže seznam in začneš čitati, super. Ne. Je pa fino, če imaš nekoga, ki tudi kontekstualno te zadeve malo poveže. Ne. Ok, pa da mogoče še zaključva. Glede na to, da danes snemava podcast v imenu Kariernega centra, me v bistvu zanima, že vmes si omenil, da verjameš, da je vsak človek na nekem področju dober, da ima vsak človek na nekem področju prednost. Kaj bi svetoval študentom, kako naj se lotijo tega iskanja prednosti, tiste, ki jih pač razlikuje od ostalih? Ja, zdaj tukaj sta 2 različna koncepta. Ne? Nekaj je tisto, v čemer si dober. Ne? To je lahko nekaj, ki ti izvajaš, pa ti bodo tudi ljudje rekli, to ti pa ful dobro gre. Ne? Nekaj pa tisto, kaj te res veseli. In jaz osebno mislim, da je ena ključnih zadev, ki bi jaz priporočil študentom, vedno tudi gledam, kaj bi priporočil sebi, če bi bil na začetku kariere, je, najdi nekaj, kar te relativno veseli. Zdaj, jaz ne bom prodajal rožic tukaj, pa govoril, da moraš najti službo, kjer si tako srečen, ker ne glede na to, da poznam ogromno ljudi, da so srečni v svojih službah, ne poznam nobenega, ki reče, komaj sem se prebil čez vikend, ker sem toliko komi čakal, da v ponedeljek ob 8 v službo laufam. In tam je pa katarza. Ne? To glih ne, ampak je pa super, da delaš nekaj, kar te interesira, kar ti je zanimivo, kjer si v okolju, v katerem uživaš, ker dajmo realno pomisliti, ne? Nas čaka minimalno 40 let dela, vsakega posebej, ne? Sploh nekoga, ki šele začenja. Ne? Star je pa ponavadi 23 do 25, se pravi, še 2-krat daljše obdobje, kot je dokaj porabil, skoraj bo delal. Ne? In je res hudo delati nekje v nečemu, kar te ne veseli, kar te absolutno ne zanima. Ne. Zato tudi je dosti ljudi, ki popolnoma obrnejo. Saj imamo zdaj cel kup teh zgodb, sploh tudi v Sloveniji sem porajtal. Ne. Moja sestra je precej sladkosnedna, ona zelo spremlja te zgodbe in je ogromno ljudi, ki so imeli neke službe, ne vem kaj, pa odprejo svojo pekarnico ali pa pečejo piškotke ali pa tortice delajo ali pa tako, pa so lahko ful uspešne zgodbe. Zakaj? Zato, ker imajo res passion, to jih veseli, to hočejo delati. Sej predsko nekaj delaš 10 ur na dan, ni več toliko zabavno. Ne? To je z vsakim, ki se pogovarjaš, ki nekaj tako dela, reče, lej, malo same. Ampak mislim, to je definitivno ena stvar, če izhajaš iz tega, kaj mi je zanimivo. Ne? Kaj je tisto, v bistvu, jaz bi tako rekel, človek se mora vprašati, kaj je tisto, kar bom sam bral v svojem prostem času. Ne zato, ker tako, jaz sem dal prej primer, ne, računovodski standardi, pa ni šans, da bom jaz v prostem času računovodske standarde bral. Ne. Jaz sem jih bral takrat, ko je bilo to nujno potrebno. Mene osebno to ni zanima. Kaj se dogaja v IT-ju, spremljal revije računalniške in take zadeve, bral take članke, to sem pa sam od sebe. To mi ni noben rekel, da to moraš. Ne. In taka stvar je lahko res super, zato ker v bistvu nekako definiral, kjer v smer bi rad šel. Ne. Druga stvar je ta, ki bi jo mogoče izpostavil, ne, in jaz sem glih lep primer tega, da jaz sem bil eden tistih, ki absolutno ni vedel, kaj bi rad bil, ko bo odrasel. Ne. Ogromno ljudi reče, jaz sem od malega vedel, to je moj cilj, bil sem fokusiran, če si fokusiran, ti uspe, in jaz tudi verjamem, da to je res. Ne. Ampak eni smo pa taki, a bi, ne, kaj pa to, ja, to pa tudi lahko. Jaz se tudi marsikaj drugega v življenju tako, ne. Recimo potovanja, ki mi ljudje rečejo, eni so zelo specifični, reče, jaz imam cilj, moram iti še v Peru, pa Avstralijo hočem videti, pa to. Ne.
mi bo en rekel, bi šel tja, ne, kaj pa to tudi. Ne. V bistvu me vse zanima. Ne. Nimam nekih močnih preferenc na nekih področjih, ja, na nekih ne. Sam, če si pa take sorte, je pa tudi fino, da vsaj nekaj probaš, pa se skozi to orientiraš. Ne. Če nič drugega, da vidiš, kaj ne bi rad. Ne. Ali pa da mogoče neko linijo najdeš, ki rečeš, ok, zdaj sem v nečemu, ki me relativno zanima, ampak še nisem čist, pa najdeš nekaj sorodnega, nekaj blizu. Ne. Se je tudi dosti približkov raznih poklicev. Ne. V smislu, ne, jaz sem začel kot IT revizor, recimo, varnost se je dodala zraven. Ne. Jaz sem pol project management delal izpit zato, ker se rekel, jaz bi rad projekte vodil. Ne. In v bistvu je to ena zelo pomembna zadeva, ki te usmerja. Ne. To so eni taki principi, ki skušaš nekako ljudi pripraviti do tega, da jim pomagaš do tega priti. Je pa seveda odvisno, kdo sedi na tabo. Ne. To je pa tudi ena stvar, ki jo ljudem pogosto povem. Ne. Ti lahko delaš za najboljše podjetje na svetu. Če bo tvoj direktni šef oseba, s katero se ti nekako ne moreš in ga ne moreš spoštovati, ne boš imel dobre izkušnje. In obratno, ne, imaš zgodbe, kjer firma ne dela dobro, ampak je tim se povezal, vsi dihajo skupaj in se tudi, ko se ladja potaplja, še vedno vsi borijo in odlivajo. Ne. Medtem ko iz enih ladij pa že sam kamal zaškripa, že noter skačejo v vodo. Ne. In to so zelo take zadeve. Tako da jaz mislim, da je to. Malo sebe poslušati, malo gledati, kaj te zanima. Začeti z nečem podobnim. Mogoče ni, glede na to, da je 40 let kariere, mogoče ni zgrešeno, da če ne dobiš takoj take prave priložnosti, da malo počakaš, da se pojavi. Da vmes tudi kaj drugega probaš, pa rečeš, ok, tukaj pa mogoče je nekaj, kjer se vidim ali pa ne. No. To bi mogoče jaz najbolj svetoval ljudem. Poskušati torej. Ja, mislim, sam ne biti statičen. Ne. Če sediš, pa samo čakaš, da se bo nekaj zgodilo, kaj pa vem. Ne. Mislim, jaz sem tudi povedal, moja zgodba je zanimiva, ker jaz v bistvu nikoli nisem aktivno službe iskal. Mene je služba vedno najdla. Ampak tudi to se zgodi, če si proaktiven. Ne. Jaz sem šel na konferenco, jaz sem njemu računalnik popravil, jaz sem neke stvari delal, da je to me kvalificiralo. Ne. Nisem pa doma sedel počakal, da nekdo pride, potrka na vrata in reče, gospod Just, bi vi želeli tole delati, toliko denarja vam ponujamo in tako. Okay. Najlepša ti hvala za današnji pogovor, pa vse dobro ti želim. Najlepša hvala, ker ste me imeli.